Sedaj v bistvu zaključujemo s tem našim uvodnim delom in plenarni del posveta. Začenjamo s predavanjem Roberta Tekavca, vodjo oddelka za mladoletniško kriminaliteto Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave. Če gospoda Tekavca tudi predstavim, je vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto z več kot 20-letnimi izkušnjami dela v policiji. Ves čas je deloval na področju zaščite otrok. Zdaj pa je njegova naloga kot vodje oddelka za mladoletniško kriminaliteto predvsem pomoč pri preiskavi kaznivih dejanj, sodelovanje s tujimi varnostnimi organi, z domačimi in tujimi nevladnimi in vladnimi organizacijami, prenos znanja in izkušenj preiskovalcem. Vse to, poleg tega pa je tudi nacionalni koordinator Impact aktivnosti na področju spolnega izkoriščanja otrok. Gospod Tekavec zadnjih nekaj let tudi aktivno sodeluje pri soorganizaciji in izvedbi teh naših posvetov, torej posvetov e-zlorabe, ki poteka v soorganizaciji Spletnega očesa. V svojem predavanju bo predstavil mednarodno sodelovanje organov pregona v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. Gospod Tekavec, izvolite, beseda je vaša. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej bi se rad zahvalil uvodnim govorcem za zelo lepo predstavitev in za poudarek, kako pomembno je področje boja proti spolnemu izkoriščanju otrok, tako doma kot v mednarodnem okolju. In se jim še enkrat zelo lepo zahvaljujem. Moja predstavitev bo v povezavi z mednarodnim sodelovanjem in skozi predstavitev vam bom poskušal predstaviti čim več, kaj pravzaprav mednarodno sodelovanje pomeni, zakaj se gre pri mednarodnem sodelovanju, zakaj je pomembno, kakšne oblike mednarodnega sodelovanja imamo in podobno. Kot že rečeno, na koncu bom pustil nekaj časa za vprašanja. Vkolikor bo vprašanj več in jih danes na konferenci ne bomo mogli odgovoriti, jih bomo lahko odgovorili naknadno in bodo objavljene na spletni strani. Tako, upam, da vsi vidite mojo prezentacijo. Seveda, pri mednarodnem sodelovanju gre predvsem za to, da sledimo trendom in da sledimo temu, da gre pri preiskavah oziroma že pri samem izvrševanju spolnih zlorab otrok preko interneta za čezmejno kriminaliteto. Gre za hudo obliko mednarodne organizirane kriminalitete, kjer si seveda storilci bodisi izmenjujejo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok in tudi dejansko spolno zlorabljajo otroke, bodisi pa na internetu prežijo na mladostnike in otroke, z njimi manipulirajo in jih pripravijo do tega, da storijo nekaj, kar sami nikoli ne bi storili, da se razgalijo pred kamero, da pošljejo fotografijo, na kateri so goli, ali celo, da se srečajo z njimi v živo. Ker vsi poznamo tuje jezike, ker smo čedalje bolj globalno povezani, seveda gre zaradi tega še toliko bolj za čezmejno delovanje storilcev. Preiskovalci po drugi strani, če želimo v korak in če želimo se uspešno preiskovati in spopadati s spolnimi zlorabami, pa moramo seveda skupaj sodelovati. In kot so tudi že govorci uvodoma poudarili, je to sodelovanje ne samo pri kurativi, ampak predvsem pri preventivnih aktivnostih, da do zlorabe niti ne pride. Internet je spremenil način našega življenja in ga še vedno spreminja s svetlobno hitrostjo. Aktivnosti odraslih, najstnikov in najmlajših so se prilagodile internetu v skoraj vseh ali pa praktično v vseh segmentih njihove življenja. Internet uporabljamo za komunikacijo, se pravi za sporočanje osebnih stvari s poslovnim namenom, zaradi sporočanja nekih resnih dogodkov,
za prijetne stvari, za zabavo, za spoznavanje novih ljudi, za ohranjanje vezi in komunikacije s tistimi, ki jih že poznamo in zaradi okoliščin ali pa zaradi zasedenosti to fizično ni mogoče. Internet uporabljamo za službo, zabavo, za trženje, reklamo, nakupovanje, igranje iger, učenje, plačevanje računov, izmenjavo in praktično živimo ves čas z njimi in se včasih niti tega čisto povsem ne zavemo. Že nek nakup prehrane za dostavo na dom se zgodi preko interneta. In dostop do interneta ima praktično že skoraj vsak, zato smo preko njega še toliko bolj vsi povezani. Brez interneta in seveda brez storitev, ki jih omogoča internet, sigurno ne bi mogli živeti na način, kot živimo danes, in ne nazadnje ne bi niti izpeljali današnjega posveta. In epidemija ter vsi ukrepi povezani z epidemijo so vse to še poglobili in nujnost interneta postavili na prvo mesto. Ker pa je internet globalen, pa ne komuniciramo samo s slovenskimi uporabniki, ne kupujemo samo slovenskih izdelkov, oblačil. Prav nasprotno, čedalje več kupujemo preko tujih strani, čedalje več se povezujemo s tujci, povezujemo se tudi s svojci v tujini in z nekaterimi državami, tudi v regiji Zahodnega Balkana, imamo podoben jezik, ki predstavlja manjšo oviro med uporabniki, ki med seboj komunicirajo. Po drugi strani so tudi naši otroci, mladostniki vešči angleščine, vešči so jezikov držav Zahodnega Balkana in tudi nekaterih drugih jezikov. In zato to ne predstavlja več ovire za komuniciranje s posameznikom po praktično celem svetu. Moja hčerka je najstnica, govori angleško, govori tudi jezike Zahodnega Balkana in zaradi tega ji ni problema povezati se z nikomor. Tudi v okolici, kjer živimo, smo kulturno raznovrstni, se med seboj pogovarjamo, uporabljamo tuje jezike, zato komunikacija ni več težava. Čedalje bolj smo jezikovno povezani tudi s precej različnimi državami, kot so Kitajska in Rusija. Ne uporabljamo več samo aplikacij angleško govorečih držav, ampak se poslužujemo tudi že drugih aplikacij, ki jih ponujajo države, ki imajo precej različen jezik od nas. In ne samo to, komunikacija in izmenjava informacij je zaradi vse bolj naprednega interneta praktično hipna. Pa čeprav si nekaj izmenjamo ali pa komuniciramo z nekom iz drugega konca sveta, je to povsem preprosto, ker jo zna uporabljati čedalje več ljudi in, kot sem rekel, je hipno. Internet je sam po sebi dober. Na enem kupu so informacije, ponuja brezplačno okolje za trženje, lahko dosežemo ogromno število uporabnikov, ponuja hitro izmenjavo informacij in tako veliko dobrih stvari. Kljub temu pa seveda ni vse dobro. Poleg tega, da je na internetu veliko lažnih informacij, ki jih nekateri širijo zaradi škodoželjnosti, zaradi maščevanja ali pa zaradi osebnih koristi, se na internetu združujejo ljudje, ki se zelo dobro zavedajo, kaj internet omogoča in to tudi s pridom izkoristijo. Dostop do interneta, do kogarkoli na internetu, ki je istočasno prisoten na internetu in dovolj naiven, da privoli v neko komunikacijo oziroma bo pripravljen izvršiti neko transakcijo, če bo to od njega storilec ali nekdo zahteval. Poleg tega pa seveda ponuja tudi določeno mero anonimnosti. To pa je tudi vse, kar nek storilec potrebuje.
Nenazadnje se isto misleči med seboj lahko povezujejo in se tudi hitro najdejo. Če govorimo o spolnih zlorabah otrok preko interneta in storilcih, ki delujejo preko interneta, je to za njega seveda še lažje. Nekdo, ki ga spolno privlačijo otroci, bo nekje na ulici težko ali pa težje našel sebe mislečega, s katerim bo delil svoje želje, svoje potrebe, si tudi z njim kaj izmenjal. Na internetu je to bolj preprosto. Lahko si v okolju, ker se takšni ljudje, storilci, pedofili, če hočete, zadržujejo in je zato lažje skomunicirati, se povezati in seveda se pri tem ne razkriti. Zdaj, če povzamemo nekatere dobre in slabe strani interneta, to vsi poznate, pa vendar bom še enkrat ponovil, ker je to uvod v moje nadaljnje predavanje. Za dobre stvari bi lahko vsekakor rekli, da je internet hiter, dostopen praktično do vsega, ne potrebujemo nekega velikega truda ali pa znanja za uporabo interneta in aplikacij. Internet omogoča povezanost in pa seveda, kar je pomembno na naših časih, tudi alternativo, v fizičnem svetu, kaj ne moremo storiti iz različnih razlogov, tudi zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida, in pa ponuja anonimnost, kar ni vedno slabo. Slabe stvari so pa vsekakor lažne in škodoželjne informacije, kazniva dejanja, ki jih lahko storilci izvršujejo in so težje izsledljivi, neoseben pristop v komunikaciji, necenzurirane vsebine ali pa premalo cenzurirane vsebine, in pa seveda slaba stran interneta pri izvrševanju kaznivih dejanj je anonimnost. Anonimnost, kot rečeno, je lahko nekaj dobrega ali slabega. Vsak ima pravico brskati anonimno, slabo pa je, če to anonimnost izkorišča za izvrševanje kaznivih dejanj. Lahko dostopnost do uporabnikov, globalno povezanost in anonimnost, čeprav je ta anonimnost lahko včasih le navidezna, pa sprida izkoriščajo spolni predatorji. In o tem seveda je danes beseda. Potrpežljivo in vztrajno iščejo žrtve v praktično neskončni ponudbi ali izbiri otrok na internetu. So izredno manipulativni in s svojimi nameni zelo nevarni. Skrivajo se pa seveda za svojim ekranom, za neko aplikacijo, za neko spletno stranjo in za nekimi podatki, ki ni nujno, da so njihovi. Neskončne priložnosti pa jim seveda ponujajo tudi svetovna povezanost preko interneta. Med drugim se na tak način še lažje skrijejo, ostajajo anonimni. Storilci spolnih zlorab se preko interneta lažje najdejo, kot sem že prej omenil, in spregovorijo o svojih fantazijah. Dovolj je, da vedo za neko spletno stran, bodisi na internetu ali pa celo v darknetu, ker se hitro med seboj najdejo in skupaj izvršujejo kazniva dejanja, se izmenjujejo fotografije in zlorabljajo otroke. V okolju, kjer se pogovarjajo o otrocih, se ne samo pogovarjajo o svojih fantazijah, ampak se opozarjajo tudi na nevarnosti, kako jih lahko organi pregona odkrijejo, kako jih lahko izsledijo in podobno. Izmenjujejo si pa seveda tudi nasvete, kako zlorabiti otroka, kako do njega pristopiti in podobno. In da ne bo pomote, te storilce skrbi samo zato, da ne bodo zaloteni pri svojem dejanju, za otroke, ki jih zlorabljajo, pa jim seveda ni popolnoma nič mar. Storilci se torej preko interneta pogovarjajo med seboj, si izmenjujejo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok v fizičnem okolju, ker spolno zlorabo lahko tudi sami izvršijo in tako gradivo ustvarijo. Iščejo tudi tako gradivo na internetu, jo sami objavljajo, postavljajo celo spletne strani s tovrstnim gradivom, iščejo žrtve preko interneta in omogočajo ali koristijo
ponudbo spolne zlorabe, ki se predvajajo preko interneta v živo. Govorimo o tako imenovanem live streamingu, kjer lahko storilci spolno zlorabljajo otroke po naročilu nekoga na drugi strani interneta in seveda proti plačilu za tako zlorabo. In seveda se s tem lahko tudi finančno koristijo. Vedno, ko govorimo o spolnih zlorabah preko interneta ali pa spolnem izkoriščanju preko interneta, govorimo tudi o ozadju o fizični spolni zlorabi otroka. V eni izmed raziskav Evropske organizacije so ugotovili, da le nekaj ur po ustvarjanju profila mladoletne osebe na omrežju že prihajajo prva sporočila s strani odraslih, ki iščejo kontakt z otrokom in ponujajo pornografsko vsebino. To je kar grozljivo, kar pomeni, da so vsi otroci, ki so prisotni na internetu, ki niso vešči in ki so dovolj naivni, da privolijo v komunikacijo z neznancem, so brez nadzora staršev in imajo neomejen dostop do interneta, da so vsi ti otroci lahko žrtve oziroma postanejo žrtve teh manipulatorjev. Poskušajo na razne načine, preživijo v okolju, kjer so na internetu otroci prisotni in jih tam prepričujejo, z njimi manipulirajo, so prijazni, všečni in tako naprej. Na tak način pridobijo otroka za spolne namene. Zaradi epidemije in ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19 so naši otroci in mladostniki dejansko bili in so še več doma. Več čas preživijo v svojih sobah sami in več čas preživijo za računalnikom, na tablici, na pametnem telefonu. Neko tako obdobje popolnega zapora države, kjer moramo ostati doma, zato da se virus ne širi in s tem praktično prisilimo otroke, da se več povezujejo preko interneta, da se šolajo na daljavo. To ne velja potem samo za to obdobje, ampak to pri otrocih, pri mladostnikih ostane. In verjamem, da še dolgo potem, ko se bomo rešili epidemije covida, bodo otroci še vedno več na internetu, kot so bili pred tem. Pametne naprave in dostop do interneta ima čedalje več otrok, kar pa je zaskrbljujoče, je pa to, da imajo nenadzorovan dostop do pametnih naprav in interneta čedalje mlajši otroci. Govorim tudi o 6- ali 5-letnikov ali celo mlajši. Nekateri otroci imajo pametne naprave, telefone, tablice pri teh letih že v svoji lasti. In seveda, ti otroci niso opremljeni z znanjem in veščinami, kako varno uporabljati mobilni telefon, pametno napravo, niti kako varno brskati po internetu, kako varno uporabljati neko aplikacijo. Po drugi strani pa imajo dostop do vsebin na internetu, ki še zdaleč, da bi bile cenzurirane, in tudi tistih, ki za njihova leta niso primerni. Ne gre le za to, da jih lahko na internetu zlorabi nek storilec, da jih izkoristi za spolne namene, gre tudi za to, da otroci lahko sami dostopajo do pornografije, do posnetkov, ki prikazujejo nasilje, in seveda za majhne otroke je to popolnoma neprimerno in zelo vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Ko pa govorimo o prilagoditvi na COVID-19, pa so se temu seveda prilagodili tudi storilci spolnih zlorab. Svoje aktivnosti so okrepili preko interneta in se prilagodili. Tisti, ki so prej zlorabljali otroke v fizičnem okolju, tudi potovali v tretje države, kjer so spolno zlorabili otroke, so zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida, se pravi prepoved potovanja v druge države, prepoved javnega zbiranja in podobno, so se morali temu prilagoditi in seveda so začeli izvajati aktivnosti preko interneta. Ker, kot sem že rekel, je neomejena izbira otrok, tudi tistih, ki so neopremljeni z znanjem, ki so naivni, dovolj, da komunicirajo s storilcem
ki so brez nadzora staršev, ki imajo mogoče tudi kakšno čustveno stisko, iščejo pozornost in so na tak način lahka tarča storilcev, ki pa so po drugi strani zelo manipulativni in tak otrok, ki privoljujo tako komunikacijo, je zelo nemočen. Tako kot pa se je spremenilo življenje za vse ljudi, tudi navade in pa vedenje zaradi interneta, se pa je spremenilo tudi način preiskovanja kaznivih dejanj. Potreba po novem znanju kriminalistov, po drugačnem načinu dela zaradi globalnosti interneta, po povezovanju znotraj države in zunaj nje. Nekatera kriminaliteta se je na internet preselila že zdavnaj, nekatera se še seli, nekatera se bolj okrepi. In storilci izkoristijo vsako priložnost za zaslužek, za maščevanje, za škodoželjnost in v primeru spolnih zlorab otrok priložnost, kako bodo potešili svojo spolno zlo. In temu se moramo kriminalisti seveda prilagoditi. Storilci so vse bolj vešči uporabe novih tehnologij, vse bolj so vešči uporabe tehnologij, ki zakrivajo identiteto in so seveda pri tem vse boljši, in da gremo lahko v korak časom, da lahko preiskujemo ta kazniva dejanja uspešno in učinkovito in da seveda v prvi vrsti rešimo življenje, zdravje in spolno integriteto otroka, se moramo temu prilagoditi hitro, učinkovito in se prilagajati ves čas, se usposabljati, izobraževati, se izmenjevati izkušnje v domačem okolju in predvsem v mednarodnem okolju. In seveda spletno oko, današnja konferenca je odlična konferenca, kjer dobimo prav to ali pa del tega. Pokazala se je potreba po operativnem sodelovanju, potreba po kanalih za hitro sporočanje oziroma po prenosu podatkov, potreba po mednarodnem povezovanju na različne načine in potreba po skupnih usposabljanjih in treningih ter izmenjevanju izkušenj, dobrih in slabih praks, tudi mogoče rešitve za konkreten posamezen primer, za izziv, za izboljšanje zakonodaje in za skupne preventivne programe, prakse in aktivnosti. Lahko vam rečem, da je slovenska policija enakovreden partner evropskim in svetovnim organom pregona na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok. Enakovreden partner pa so tudi naši prijatelji iz Hrvaške, iz držav Zahodnega Balkana, iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije in Črne Gore, ki danes sodelujejo tudi v skupni preventivni kampanji Reci ne. Skupaj sledimo trendu, se udeležujemo usposabljanj in delavnic v tujini, si izmenjujemo, kot že rečeno, potrebne prakse, orodja, znanje, informacije, dobre izkušnje. Zavedamo se, da se sami proti spolnemu izkoriščanju otrok ne moremo boriti. In tu ne govorim samo za organe pregona, govorim tudi za vse ostale organizacije, ki se ukvarjajo, ki sodelujejo v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok, in vse tiste, pravzaprav, ki imajo stike z otrokom, kot so že uvodni govorci povedali, šole, vrtci, razne ustanove, ki ponujajo interesne dejavnosti, športne dejavnosti in praktično celotna družba. Vsi smo odgovorni za to, da so naši otroci varni v fizičnem okolju in da so varni na internetu. Če govorimo o organih pregona po celem svetu, po Evropi in seveda tudi v regiji Zahodnega Balkana, se navadno srečujemo z istimi izzivi, tako na zakonodajnem kot na operativnem področju. Če kako se vidi, da vsi uporabljamo isti internet, da imamo pravzaprav vsi iste težave, da obravnavamo ista kazniva dejanja, da imamo celo skupne preiskave in da pravzaprav tudi storilci delujejo vsepovsod na podoben način in da je storilcem
v vseh državah skupno to, da spolno zlorabijo otroka, bodisi za potešitev svoje spolne potrebe, bodisi za zaslužek. Dobro razvite države z zavedanjem, da spolne zlorabe še kako obstajajo, pa moramo poskrbeti tudi za to, da pomagamo tistim, ki potrebujejo še dodatno pomoč. Gre predvsem za zlorabe otrok v tretjih državah, kot so del Azije, Afrike in drugje. In tukaj smo dolžni tudi mi, ker smo del globalnega interneta, pomagati vsi. In seveda brez mednarodnega pregona ni mogoče uspešno in učinkovito boriti se proti spolnim zlorabam otrok, identificirati, rešiti žrtve, prijeti in aretirati ali pa sprocesuirati storilce, in pa seveda brez skupne pomoči ni mogoče učinkovito in uspešno odstranjevati gradivo spolnih zlorab otrok na internetu. Nekaj je bilo že uvodoma rečeno o Impactu. Impact deluje pod okrilju Sveta Evropske unije in je namenjen boju proti hujšim oblikam organizirane mednarodne kriminalitete. In seveda ena izmed teh prioritet hudega organiziranega kriminala je tudi skupen boj proti spolnemu izkoriščanju otrok. Slovenska policija sodeluje v različnih operativnih aktivnostih skupaj z državami članicami Evropske unije, skupaj z Europolom in drugimi evropskimi inštitucijami in tudi drugimi državami, ki so v našem okolju, vključno z državami v regiji Zahodnega Balkana. Znotraj teh aktivnosti se skupaj usposabljamo, iščemo rešitve za posamezne izzive, si izmenjujemo informacije, izvajamo skupne preventivne aktivnosti in operativne akcije. Podrobnosti teh akcij so sicer interne narave, zato jim seveda ne morem razkriti, so pa vse namenjene k boljšemu mednarodnemu sodelovanju, hitremu pretoku informacij, skupnih preventivnih in operativnih akcij in na splošno boljši povezanosti ter iskanju skupnih rešitev za posamezne izzive v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. Ena izmed teh aktivnosti, ki je bila predstavljena tudi uvodoma, je tudi povezovanje držav Zahodnega Balkana, kot rečeno, v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. Operativno akcijo povezovanja Zahodnega Balkana na tem področju vodi Slovenija skupaj z Europolom in hrvaško policijo in sodelujemo z državami Srbijo, Črno goro, Severno Makedonijo in pa Bosno in Hercegovino. Ena izmed glavnih teh aktivnosti v letošnjem letu je naša skupna preventivna kampanja Say No, ki smo jo začeli danes in za katero upam, da bo trajala dolgo. Preventivna kampanja je namenjena ozaveščanju o spolnih zlorabah otrok preko interneta in prikazuje dve pogosti spolni zlorabi. Prva zloraba govori o dekletu, ki je na nagovarjanje fanta, ki ga je spoznala preko interneta, fotografirala svoje golo telo in mu to fotografijo poslala. Le-ta pa je pričel izsiljevati za še več fotografij, drugače bo že objavil poslano. V nadaljevanju pa jo izsiljuje še za srečanje v živo. To kaznivo dejanje sem opisal z namenom, ker se v Sloveniji in drugje po svetu to zelo pogosto dogaja. Druga oblika zlorabe pa prikazuje neznanca, ki pod pretvezo, da je dekle, nagovori fanta, da mu bo poslala fotografije, na katerih je gola, če pošlje take fotografije tudi on njej. Ko pošlje, ga začnejo izsiljevati za denar, ker bodo drugače seveda posnetke objavili. V ozadju tega je kriminalna združba, ki jim je mar samo za zaslužek. V največji nevarnosti so otroci, izjema pa niso niti odrasli. Sam sem se v svoji karieri pogosto pogovarjal tudi z odraslimi, ki so se ujeli v isto past
In če si lahko zamislite, da je odrasel človek, ki je razvit, razgledan, se lahko ujame v neko tako past, potem je za otroke to lahko še hitreje. Kot pa že rečeno uvodoma, je namen letošnje kampanje Say No tokrat še širši. Zaradi sodelovanja držav Zahodnega Balkana in nekaterih drugih držav Evropske unije je sporočilo jasno, da nas meje v boju proti spolnemu izkoriščanju otrok ne bodo ustavili, da sodelujemo z mednarodno, čezmejno in da bomo skupaj naredili vse, da bomo zlorabe preprečili, vkolikor se zgodijo, da bomo rešili žrtev in da bomo storilce privedli pred roko pravice. Seveda pa ni pomembno samo sodelovanje organov pregona, temveč tudi sodelovanje z tujimi internetnimi ponudniki. Slovenska policija namreč večino prijav prejme s strani ponudnikov internetnih storitev iz tujine, lastnikov tujih družbenih omrežij, kot so Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Google, Discord in še mnogi drugi. Na tem mestu mogoče opozorilo vsem, ki uporabljajo družbena omrežja za razširjanje ali izmenjavanje gradiva, na katere so zlorabljeni otroci ali goli mladoletniki, da vas družbena omrežja zaznajo in da bo policija potrkala na vaših vratih, ko boste to najmanj pričakovali. Za starše otrok, ki imajo dostop do interneta, mogoče že v zgodnjem otroštvu, pogovarjajte se s svojimi otroki in jih opozorite tako na pasti interneta, kot na njihovo vedenje in početje na internetu. Pogosto so tudi mladostniki tisti, ki lahko na internetu izvršijo kaznivo dejanje, mogoče ne zaradi nekih spolnih potreb, navadno zaradi neke škodoželjnosti in pa zaradi lastne naivnosti in nezavedanja, da je to prepovedano. Namreč veliko mladostnikov objavlja fotografije svojih golih mladoletnih punc, fantov, sošolk, sošolcev, lahko pa tudi zlorab otrok, katerih posnetki se jim zdijo zabavni. Kot sem že rekel, včasih so samo neodgovorni otroci, radovedni, raziskujejo, ampak opozorilo vsem, s tem storijo kaznivo dejanje in kar je še huje, s tem storijo nepopravljive posledice tistemu, ki je na taki fotografiji gol in ki ga lahko vidi vsakdo in praktično, ko je neka fotografija ali pa posnetek objavljen na internetu, ga je nemogoče odstraniti. Taka nedolžna poteza objave fotografije neke sošolke, bivšega fanta, punce, kogarkoli, lahko pusti doživljenjske nepopravljive posledice in tak otrok, najstnik, se bo s tem popadel tudi potem, ko bo odraščal, ker bo ta fotografija vedno na internetu. Povezanost držav pa je seveda pomembna tudi z vidika različne zakonodaje. Za hiter in učinkovit postopek je potrebno poznati pravila drugih in jih tudi seveda spoštovati. Poznali in spoštovali pa jih bomo seveda, če bomo dobro sodelovali. In to ni lahka naloga. Dober primer smo države, ki smo nekoč tvorile isto državo, pa je sedaj zakonodaja kar precej različna na določenih področjih. Zato je povezanost držav še toliko večja. Pri sodelovanju z državami gre namreč predvsem za izmenjavo podatkov, pravila tega pa so seveda različna. In da bi lahko učinkovito si izmenjevali take podatke in da bi take podatke in informacije potem lahko tudi uporabili v sodnem procesu, je potrebno vedeti, kaj se v določeni državi sme in kaj ne. In pa seveda zelo pomembno je sodelovanje zaradi same zaščite žrtve in zaradi zavarovanja dokazov. Mora pa biti seveda izvedeno v skladu z nacionalno zakonodajo, ker v nasprotnem primeru lahko kasneje postopek na sodišču tudi pade. Mogoče en primer, pridobivanje posameznih podatkov v posamezni državi se razlikuje. Nekje je za določen podatek zadosti zaprosilo policije, druge je za to potrebno odredba sodišča.
Pri dokazovanju in predvsem pri zaprošanju podatkov je seveda to potrebno upoštevati. Namreč, če država zaprosi za podatek neko drugo državo, kjer bo policija za to potrebovala odredbo sodišča, potem bomo seveda tej državi morali poslati vse razpoložljive podatke, da bodo tako odredbo lahko tudi dobili in da bo sodišče o tem lahko pred izdajo odredbe odločalo. Ukoliko teh dokazov ni, je za njih potrebno seveda državo, ki zaproša za take podatke, zaprositi, to pa seveda tudi podaljšuje vse postopke. Kot že rečeno, gre pa predvsem za spoštovanje tuje zakonodaje, kar je seveda pri sodelovanju s tujimi državami potrebno razumeti in upoštevati. Zelo pomembno so seveda tudi evropske inštitucije, kot so Europol, s katerim sodelujemo največ, Interpol, CEPOL, preko sklopu katerega se usposabljamo na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok, Evropska komisija in druge. Vse tiste, ki podpirajo nacionalne napore in mednarodno sodelovanje. Inštitucije, ki sem jih naštel, nam nudijo pomoč na operativnem delu, pomagajo nam pri izmenjavi informacij, tudi obdelujejo podatke, če jih za to zaprosimo, vodijo delavnice. Eno izmed takih delavnic je omenil tudi kolega Kahal iz Europola, kjer v sodelovanju z vsemi državami članicami v skupni delavnici za identifikacijo žrtev naredimo veliko za zaščito žrtev. Identificiramo ogromno otrok, ki so na posnetkih spolnih zlorab otrok, in jih rešimo in na ta način odkrijemo tudi storilce in jih ustrezno sprocesuiramo. Slovenska policija, kot že rečeno, tesno sodeluje z Europolom in z drugimi članicami v okviru impact aktivnosti in seveda tudi drugače. Sodelujemo na sestankih, kjer si izmenjujemo dobre prakse, iščemo rešitve v posameznih izzivih, pomagajo nam pa seveda tudi v operativnem delu. Organizirajo delavnice, kot že rečeno, ki so zelo uspešne in združujejo preiskovalce iz Evrope in iz drugega dela sveta. Slovenska policija sodeluje tudi z Interpolom, in sicer z Interpolovo bazo ICSE, na podlagi katere lahko učinkovito in uspešno identificiramo otroka, na podlagi katere lahko različni preiskovalci skupaj sestavijo mozaik, ki pripelje do dovolj informacij, da lahko identificiramo otroka in odkrijemo storilca. Po drugi strani taka baza prepreči, da bi se spolne zlorabe otrok, da bi se iste žrtve iskale v različnih državah in da bi to počel seveda vsak zase. Tudi sodelovanje z Evropsko komisijo ima izreden pomen. Skupna kriminaliteta seveda narekuje skupne ukrepe in take ukrepe predlaga Evropska komisija in skrbi, da se posamezni ukrepi prenašajo v nacionalni pravni red. In tudi taki ukrepi so na to preiskovalcem zelo pomembni, saj nam omogočajo ne samo mednarodno sodelovanje in odkrivanje zlorab v narodnem okolju, ampak tudi preiskovanje spolnih zlorab znotraj države. Predstavil bom nekaj primerov v nadaljevanju za kako praktično mednarodno sodelujemo, kar bo še dodatno pokazal, kako je to mednarodno sodelovanje z organi pregona in ostalimi inštitucijami ter ponudniki internetnih storitev zelo pomembno. Slovenska policija preko Europola prejema prijave, ki jih večinoma od ponudnikov internetnih storitev prejema Nacionalni center za pogrešane in zlorabljene otroke v Ameriki. Preko platforme, ki jo ponuja ta nacionalni center, podajo prijave različna družbena omrežja in tako kazniva dejanja, objavljene posnetke
prejme policija, ki jih na to priišče. Ena izmed navedenih, primer ena, kot ena izmed navedenih internetnih ponudnikov oziroma podjetij na svojem omrežju zazna razširjanje gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo otroka. Zazna tudi, da je tako gradivo njihov uporabnik razširil celo večkrat, da je tega gradiva veliko in da ta gradivo prikazuje spolno zlorabo različnih otrok. Preko platforme Nacionalnega centra za zlorabljene in pogrešane otroke so nadalje preko tujih varnostnih organov prijavo poslali na Europol, Europol nadalje v Slovenijo. Primer smo pričeli preiskovati slovenski kriminalisti. Pri analizi gradiva in s pomočjo tujih varnostnih organov pa je bilo ugotovljeno, da je nekaj posnetkov oziroma fotografij takih, ki se niso pojavili še nikjer. Se pravi, da gre za gradivo prve generacije, kar pomeni, da obstaja možnost, da je tisti, ki je te fotografije razširjal, te fotografije tudi izdelal, kar seveda pomeni, da obstaja velika verjetnost, da je sam spolno zlorabil otroka oziroma pri tem sodeloval. Potrebo po takojšnjem ukrepanju pa je seveda dejstvo, da je bila identiteta žrtve tega otroka na posnetkih neznana. Na podlagi kriminalistične preiskave slovenske policije v sodelovanju z tujimi varnostnimi organi je bila ugotovljena identiteta osumljenca, ki je razširil gradivo, in na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da je dejansko sam zlorabljal otroke več let in tega v njegovi okolici ni opazil nihče oziroma nihče ni podal prijave. Primer dokazuje, da je sodelovanje z internetnimi ponudniki in s tujimi varnostnimi organi v mednarodnem okolju izrednega pomena za učinkovito identifikacijo žrtev in storilcev. Glede na to, da se je v konkretnem primeru zloraba dogajala več let in da o tem ni spregovoril nihče, je vprašanje, kdaj in kako bi za to zlorabo izvedeli. V svoji poklicni karieri sem se srečal z več žrtvami, ki so podale prijavo šele same v odraslosti, saj jim bodisi kot otroku ni nihče verjel ali pa ni otrok sam upal povedati, da se je zloraba zgodila, znakov v spolni zlorabi pa ni prepoznal nihče ali pa jih v nekaterih primerih ni hotel prepoznati. Zaradi tega moramo sodelovati kot družba pri odkrivanju spolne zlorabe otrok, predvsem zato, ker se velikokrat zgodijo za zaprtimi vrati, za domačimi stenami. Ko govorim pa celotno družbo, pa seveda govorim o vseh tistih, ki so v stiku z otroci, z vrtci, šolami, športnimi, kulturnimi, drugimi dejavnostmi. In vsi moramo prispevati k zaščiti otroka in čimprejšnji prijavi. In seveda primer opisuje, da nekaterih žrtev ne bi odkrili, jih ne bi pravočasno rešili, če za to ne bi bilo mednarodnega sodelovanja. Primer 2 govori o kriminalistični preiskavi spolnih zlorab otrok, ko ugotovimo, da so različni storilci spolnih zlorab otrok med seboj povezani, tako v Sloveniji kot v tujini. Delujejo na različnih ali pa na istih platformah, delujejo na platformah, ki omogočajo dodatno anonimnost. Podatki, ki jih organi pregona in EU inštitucije med seboj izmenjujejo, so zato izrednega pomena. Pogosto se nam zgodi, da kriminalisti tujih držav naletijo na dokaze, da je zlorabe osumljen tudi slovenski državljan ali obratno. Na podlagi takih pridobljenih dokazov lahko slovenska policija identificira žrtev in ustrezno procesira osumljenca. V teh primerih pride mednarodno sodelovanje še posebno do izraza, saj brez takih informacij druge države, ko osumljenec deluje na neki prikriti platformi, le tega ne bi odkrili in žrtve ne bi rešili. Dosti pa kot primer 3 je primerov iz držav Zahodnega Balkana, kjer je storilec iz ene države žrtev ali pa več njih, pa iz druge oziroma drugih držav. Tudi sam sem preiskoval primere vseh teh situacij.
Se pravi, strani tuje policije iz države Zahodnega Balkana smo obveščeni, da bodisi slovenski državljan spolno zlorablja otroke v državah v regiji Zahodnega Balkana ali pa obratno. In na podlagi dokazov, ki si jih med seboj izmenjujemo, lahko ugotovimo bodisi identiteto žrtve, ki je pri nas, bodisi identiteto osumljenca, ki je pri nas. In na podlagi podatkov lahko izpeljemo učinkovito in uspešno preiskavo in storilca uspešno zavarujemo, uspešno sprocesuiramo in žrtev zaščitimo. Seveda, v primerih preiskav je večkrat možnost, da odkrijemo, da se storilec, ki ga preiskujemo, povezuje z drugimi storilci in v teh primerih seveda smo dolžni o tem obvestiti tuje varnostne organe in z njimi tudi sodelovati. Pri vseh primerih spolne zlorabe otrok je seveda potrebno hitro ukrepanje, še posebno tam, kjer sumimo ali pa vemo, da se zloraba dogaja tisti trenutek in kjer vemo, da žrtev ni identificirana in ne vemo, kdo je, kje je. V takih primerih je potrebno takojšnje ukrepanje in seveda ključno je, da pridobimo ali pa, če imamo podatek, da ga damo tujim varnostnim organom čim prej in s tem poskrbimo, da otrok niti enkrat ne bo več zlorabljen. In pa kar lahko naredimo še največ, pa so skupne preventivne akcije, o katerih je govora tudi danes, akcija Reci ne, ki je seveda zelo pomembna. Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok na internetu in tudi v fizičnem okolju je prioriteta Evropske unije, prioriteta inštitucij Evropske unije in je tudi ena izmed glavnih prioritet Slovenije v času predsedovanja Svetu Evropske unije. V času predsedovanja smo in bomo poudarjali pomembnost boja proti spolnemu izkoriščanju otrok in pomembnost mednarodnega sodelovanja. Želimo, da se o spolnih zlorabah govori veliko, želimo si učinkovitega orodja oziroma načina za boja proti spolnemu izkoriščanju otrok in čim bolj učinkovite reakcije ob zaznavi. Prav tako je eden izmed ciljev predsedovanja Svetu Evropske unije tudi povezanost z regijo Zahodnega Balkana, v našem primeru v skupnem boju proti spolnemu izkoriščanju otrok. In če povzamem, je mednarodno sodelovanje v boju proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu pomembno ustvarjati skupno okolje, kjer bo preiskava učinkovita, kjer bo zaščita žrtve spolne zlorabe prioriteta, kjer bomo se uspešno skupaj usposabljali, si prenašali znanje, dobre prakse, izmenjavali informacije in kjer bomo izvajali skupne preventivne akcije, jih tudi ustvarili in s katerimi bomo pokazali, da se proti spolnemu izkoriščanju otrok borimo skupaj. In to smo pokazali tudi z videom, ki smo ga zavrteli v uvodu. Toliko zaenkrat. Tudi na koncu video sporočila je sporočilo, da na internetu ni meja, da se moramo povezovati in da bomo skupaj prišli zelo daleč. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Tekavec, za vaše predavanje, zelo poučno predavanje in seveda vse, kar ste povedali, absolutno drži. In se mi zdi prav, da malo v bistvu pregledamo vprašanje naših udeležencev. Prejeli smo nekaj vprašanj, pa bi izkoristila še teh nekaj minut, kolikor jih imamo, za prvo vprašanje, in sicer je prišlo strani tujih udeležencev, in sicer zanima jih, ali slovenska policija uporablja kakšen standardiziran postopek za preiskovanje spolnih zlorab otrok oziroma za preiskovanje spolnega izkoriščanja otrok in pa tudi za zaščito žrtev. Ali kaj takega obstaja in ali je karkoli od tega tudi javno dostopno, da morda na voljo tudi ostalim preiskovalcem?
Hvala za vprašanje. Mislim, da je vprašanje zelo primerno današnji tematiki. Seveda, policisti se usposabljamo na področju boja proti spolnemu izkoriščanju otrok, tako znotraj imamo za to ustrezna usposabljanja, ki so vnaprej določena in kamor povabimo tudi bodisi domače strokovnjake zunaj policije ali pa tuje strokovnjake, in seveda na podlagi teh usposabljanj potem izvajamo preiskave. Zelo pomembna so pa usposabljanja, ki jih imamo v mednarodnem okolju, kjer pridobivamo preiskovalci vsa potrebna znanja za uspešno in učinkovito preiskavo spolnih zlorab otrok. Te postopki, ki jih imamo znotraj policije, so sicer interne narave, ker seveda govorijo tudi o taktikah in metodikah policije. Je pa vprašanje zelo na mestu za danes, ker bomo prav danes skupaj na okrogli mizi med drugim predstavili tudi priročnik, pri katerem je seveda sodelovala tudi policija, in ta priročnik je seveda zelo pomembno orodje pri pomoči pri preiskavi teh kaznivih dejanj. Super, najlepša hvala. Tako je, predstavili bomo v bistvu, kako je pripravljen priročnik in tudi kako ga lahko v bistvu tudi preiskovalci kaznivih dejanj uporabljate v praksi. Pa morda samo še eno vprašanje, preden bomo nadaljevali z odmorom. Dejali ste, da pač po državah seveda obstaja različna zakonodaja na tem področju obravnave spolnih zlorab otrok, ampak da storilci po svetu pa delujejo precej na podoben način, a ne? In da so tudi težave pač policije precej podobne. Morda, kaj bi potrebovala slovenska policija, da bi bilo to mednarodno sodelovanje še lažje oziroma bolj učinkovito, morda tudi na tem zakonodajnem področju? Imate kakšno idejo oziroma predlog? Ja, v okolju Evrope in po svetu, ta trenutek predvsem v okolju Evropske unije, se veliko dogaja na področju zakonodaje, predvsem v smeri, kako bi zmanjšali obseg gradiva, ki je na internetu, kako bi bolj učinkovito zaznavali spolne zlorabe otrok, ne samo posnetkov, ampak tudi tistih, ki jih storilci izvajajo preko teksta. Jaz osebno sem mnenja, da je z čedalje boljšim mednarodnim sodelovanjem uspeh lahko zagotovljen. Se pravi, govorim o izmenjavi potrebnih orodij, potrebnih aplikacij, izkušenj in vsega. Nekatere države seveda imajo drugačno zakonodajo, temu se je tudi treba prilagoditi, vendar nekatera orodja so nam skupna, so odprta za vse in to je tisto, kar nam daje navdiha, da se bomo proti spolnemu izkoriščanju otrok borili učinkovito. Predvsem pa je pomembna izmenjava informacij na operativni ravni, kjer brez takih informacij nekoga drugega seveda preiskava ni uspešna. Sodelovati pa moramo na vseh ravneh, tako na začetku na zakonodajnem, kot na operativnem in na preventivnem in ne nazadnje tudi skupnih usposabljanjih. Hvala lepa, gospod Tekavec. Pohvale prihajajo tudi s strani udeležencev, tako da se vam še enkrat iskreno zahvaljujem za vaš prispevek.